Lep pozdrav in sem vesel, da ste prišli in si vzeli vaš čas za tole uro. Meni imam izziv, da vam predstavim malo moj pogled na potovanja za, lahko rečemo, zrelo obdobje. To ga jaz imenujem, za zrela leta. Ja? Nekaj poudarkov, mogoče nekaj pač vsebine in potem, če boste imeli kakšno vprašanje, bom z veseljem na razpolago. A velja? Krasno. Začel bom pa z naslednjim. Leta 2007 sem vodil potovanje po Tibetu. To je bilo 24-dnevno potovanje, kjer smo šli iz Lhase na zahodni Tibet, okoli te svete gore Kailaš in potem čez do skrajnih obronkov. To je bilo tako eno najmočnejših in pa tudi najbolj zahtevnih potovanj. Namreč celotna trasa štarta iz 3600 nadmorske višine, pa tja do 5600. Vključena je Kora, to se pravi pohod 3-dnevni okoli Kailaša, ki je začel na 4900 in gre na 5600. Se pravi, skozi smo bili na višini, zrak je bil redek, počasi smo dihali in tako dalje. In skozi smo bili v džipih, bili smo tudi na baznem taboru Everesta, si predstavljate, džipi, ne, praktično malo civilizacije, 3 mesta, potem pa so bile sam odmaknjene zgodbe. Sprehodi, vožnje, čudoviti pogledi po krajini, odmaknjenost, tibetansko življenje in tako naprej. Spali smo tako malo po penzionih, nobenih kakšnih hotelov, 3 zvezde pa tako naprej. Jedli smo tisto, kar je bilo. Vedno je bilo dobro, ampak je bilo tako. Tako avanturistično pustolovsko potovanje je bilo. V tem potovanju je bila ena moja sopotnica Biserka, ki je bila stara 77 let. In jaz sem jo že parkrat prej, bila moja potnica, zaupala je meni in jaz sem zaupal njej. In sva šla. Poleg ostalih v skupini. Ampak za ta namen bi Biserko izpostavil. Ker je ona postala moja učiteljica in mi je dala eno pomembno izhodišče. Biserka je pogumno v bistvu vstopila v to potovanje. Uživala do njemu, kolikor je mogla. To je bilo nekaj, kar si celo življenje živela. V bistvu napornejši odseki. Naredila je to, kar je lahko. Ko pač ni mogla, je rekla, jaz tukaj ne morem. Ok, počakaj tukaj. Ni šla na Koro okoli Kailaša, ne, to je bilo 54 km na tej višini. Slišal sem iz spodaj, da je 3 dni preživela pri domačinih. Vse sem izrihtal. Rekla je, da je bilo mogoče še lepše, kot pa to, da smo mi capljali tam okrog tistega, ne. Gledal sem jo, seveda pri 77 telo naredi svoje, ne. Tudi energija ne gre pot neke svoje, ne. Ampak njej so žarele očke. Očke so ji žarele. In ko sem nisem se pogovarjala, zanimalo me je. Jaz sem bil star 43 let in sem prvič začel resno razmišljati, kakšna je pa moja vizija zrelih let. Ali pa starosti, kot sem jo takrat poimenoval. Ampak potem sem pogovarjal z Biserko in sem rekel, Biserka, a veš, da bi jaz v tvojih letih tudi jaz bil rad tak, kot si ti. Hodil po Tibetu, hodil bi po Sulaveziju, hodil bi po teh svetovih in tako dalje. Daj mi povej, kako se to naredi. Jaz sem se pogovarjala. Takrat sem opazil, da pravzaprav obstajata 2 možnosti. Jaz sem bil star 43 let, ne, in sem gledal zdaj na zrelost ali pa na starost z neko še distanco. Ampak sem pogledal, da je to ful pomembno zame, ker če pomislim, da tja grem, ne, in da je ta moj odnos tak, da če bom jaz videl starost kot nekaj šibkega, kot nekaj, kar bo vsak dan slabše, telo bo vedno slabše, čustvo bo vedno slabše, energija, ne, tudi misli bodo verjetno malo še tako, ne. Potem meni ostane, če mi pričakovana življenjska doba 90 let, mi ostane od tistega časa 45 let pred mano, si predstavljate, kjer bo vsak dan malo šibkejši od prejšnjega. Pa sem si rekel, Oskar, a si ti to želiš živeti? Ne. Pa sem Biserki to povedal, sem rekel, glej, daj mi ti povej, kakšna je pot, v kateri pa je lahko teh 45 let tak, da je vsak dan močnejši od prejšnjega. Kar je logično, na koncu koncev je vsak naslednji dan je nadgradnja vseh prejšnjih našega življenja. In potem še en dan, in še en dan, in še en dan. In tako mi je potem ona razložila in je rekla, glej, v vsakem naslednjem dnevu je moje življenje plus še en dan. Je rekla, telo gre po svoje,
čustvo gre po svoje, razum gre po svoje, in pa ostane žar v očkih, ki ga bom probala živeti do konca svojega življenja. Na tem je ostalo v glavi. Pa sem si rekel, res, tudi jaz bi si to želel. To je prvo izhodišče tega predavanja, ki sem ga želel podeliti z vami. Naslednje pa je, da vodim že 30 let po vseh možnih svetovnih terenih, najbolj odmaknjenih pustolovščinah, pa do turističnih potovanj. In seveda v teh 30 letih je, bi rekel, skozi moje vodenje šlo mogoče 7-8 tisoč sopotnikov. Tako da imam že kar, lahko rečem, in imam to, kar vam govorim iz lastne izkušnje, ne iz neke teorije ali karkoli. Jaz bivam s sopotniki, tudi na dolgih potovanjih, se pogovarjam, vidim, kdaj se jim prežigajo očke, kdaj zasvetijo, kdaj so utrujeni, kdaj to, kaj jih zanima in kdaj jih potegne. In zato delam potovanja, ki potem to omogočajo. In na teh potovanjih imamo, recimo, če pogledamo te bolj izpostavljena potovanja, tam 30% ljudi, sopotnikov v zelenih letih. In jaz ne vodim toliko Evrope, pa tega znanega, pa teh nekih počitnic, bolj vodim te odmaknjene kraje. Tiste, ki so značilno drugačni od naših. Recimo začnemo s Turčijo, in potem vse, kar je drugačno, se pravi Bližnji vzhod, tako naprej, potem Centralno Azijo, Šrilanka, Indonezija, Afrika, pač Jemen, recimo, vse te zgodbe. In na teh potovanjih je bilo vsaj 30%, tako rečem, ali pa še več, starejših ali pa ljudi v zelenih letih. Ja, in potem sem jih spraševal in naj povem, da med temi 30% ena zelo ljuba sopotnica je moja mama, ki ima zdaj 84 let in je bila moja tudi sopotnica, tudi tja do 81, da je hodila na te avanturistične potovanja, na štirice, se pravi, in na trojke, se pravi, na te doživeta potovanja. In ko je prihajala domov, tukaj vam povem lastno izkušnjo, ker pač jo poslušam vsak dan pri kavici, so ta potovanja tako napolnila, da so jih za pol leta ali pa še več napolnila en tak navdih dala in so jo kar tako, ona pravi, kar malo so me nesla zraven, življenje kakršno je domače, pa so mi dala ful neko. In potem sem videl, da čez pol leta rabi novo dozo. In potem je šlo čez pol leta. In vam povem, da je moja mama pri 75 šla na 23-dnevni Jemen, spanje v puščavah, spanje na morju, to je bil tak džipi in tako dalje. In vidim, kakšno bogatstvo in v njej so ta potovanja. Koliko je to pomenilo v teh letih? Ona je v penziji, tam od 60. Ne, zdaj pa. In kako se rada spominja teh stvari, ki jih je doživela v tej drugačnosti, v Jemnu, v zahodni puščavi Egipta, v južni Indiji, v Indoneziji, ko šla čez Sulawesi, pa kaj sem kje še vse bila, jaz v bistvu prava svetovna popotnica, kdaj je začela potovati? Pri 61. Sem prvič na potovanje izven Evrope. Od takrat razen Islandije ni bila nikjer noter, ker je rekla, ja, vse je lepo in udobno in tako dalje. Ampak to, kar jaz čutim in kar prinesem domov, to je po teh krajih, ki so drugačni. In to je na teh potovanjih, ki so trojke doživeta potovanja, ta avanturistična, daljša potovanja, ki so bolj umirjena, bolj človeku prijazna. Daljše, ko je potovanje bolj človeku prijazno, bolj sproščeno, manj je napora in pa predvsem, kaj je ta drugačnost. Ko greste v Jemen, zaživite v muzeju, vidite ljudi s kalašnikovi, vse so džipi, vsi uni takole, pa vsi se smejejo, sreča, ali pa greste v Iran, imate občutek, ojoj, Iran, poslušate po medijih in tako dalje. Nekateri potniki niso upali svojim staršem povedati, da gre v Iran. So mi govorili na turah, so rekli, nismo mi rekli, da gremo na Portugalsko, ker drugače bi sam skrbeli. In ko greš v Iran, si misliš, bom živ prišel, kaj imamo, neka diktatura, islamistična, Bog si ga vedi, kako se to imenuje. Če poslušamo vsak dan iz medijev, ko prideš pa kaj noter, kakšen šok. Civilizacija, urejena dežela, sami nasmejani ljudje. Hodiš mimo po parku in te družina povabi na celo našo skupino na čaj. Odprejo ti vrata, noter se spustijo,
hodiš, jaz v Iran hodim že, mogoče sem 60-70 potovanj prepotoval, enkrat nisem imel slabe stvari. Kakšno presenečenje je to za nekoga, ki pride v Iran z nekim predsodkom ali pa z neko predstavo. In kako se potem to lušči in potem ta drugačnost, ko vidiš, kako ljudje živijo. To je za starejše tisto, ne, ko te privabi, ko greš po kakšni vasi, ko se malo sprehodiš, ne dikaš hudi pohodi ali karkoli. Ko prideš, ko začutiš, ko dobiš ta stik z drugačnimi domačini, mogoče prav s tistimi, ki imaš celo kakšen predsodek do njih, ne, ker je naša civilizacija predvsem predsodkovna. Ni treba iti v Iran, recimo vzhodna Turčija, ne. Kaj je zanimivo v vzhodni Turčiji? A poznate, če kdo ni bil, ampak kdo? A poznate kaj, zaradi česar bi človek šel tja? Še je, meni so bili v Istanbulu še izdomšali. Vrhunsko, to je tu druge, čudovito. Aleksandra. Prosim? To je po tej poti šel Aleksandr. Tudi šel Aleksandar gor po tej poti, ja. Ok, Ararat je tam, to je tam na gruzijsko-iranski, sirski meji, to je tam vzhodni del Turčije, ne. Pravzaprav, nobene znamenitosti ni. Ni Eifflovih stolpov, ni piramid, ni nekih znamenitosti, ki bi nas potrdile, ni Aja Sofija. In greš tja in v bistvu ne veš, zakaj greš tja. Ampak ko prideš nazaj, veš, da je to eno najboljših potovanj, najmočnejših potovanj, ki si v življenju doživel. Prvinska narava, izjemno pestra, potem pa tradicionalno življenje, mesta in neka kultura in ogledov vmes, bolj centralno-azijska, muslimanska in tista glede na zgodovino. Ampak prav ta neznanost, ta odmaknjenost, ta drugačnost je tisto, ki pa te v tej Turčiji spremlja na vsakem koraku. Ne? Drugačni ljudje, druga pisava, drug jezik, te skozi malo trigirajo, skozi te malo vznemirajo, skozi te večjo pozornost in v bistvu te nagovarjajo. In s tem, ko te nagovarjajo, te vzpodbujajo. In to je tisto, kar je eden od glavnih gradnikov tvojega lastnega doživetja. Ker ne potujemo zaradi znamenitosti, potujemo zaradi sebe in kaj zaradi doživljanja teh znamenitosti po kraju in tako dalje. In lepo je iti v Padovo, pa si vse pogledati. Evo, sem vključil program. Lepo je iti kamorkoli, vse je lepo, ne govorimo o lepoti, ne govorimo o spisu, o čemer, govorimo o moči. Vi greste v Italijo, so lepe stvari in gledate, niste opazovalec, čudovite zgradbe, zgodovina, vse to lahko imate. Pa to, kaj ima to z vami? Ja, to, da jih vi doživljate. In če pridete vi v kraje, kjer imate isti Lidl, isto kavo, iste stvari kot so, kar je praktično po celi Evropi, je tukaj zelo podobnega in potem si samo opazovalec tistega, kar ima drugačno. Če pa vi vstopite v vzhodno Turčijo, v Iran, v Jemen, Pakistan, Uzbekistan, Šindžan, Tibet, Sulawesi in take zgodbe, ne? Je pa tam vse drugače, sploh ne rabiš nobene znamenitosti, ker je čisto vse drugače, ker te privabi tržnica, privabi te restauracija. V restauraciji imaš meni, kjer ni ene jedi, ki jo ti poznaš. Ali pa še bolj na kitajskem, ki je vse v kitajščini, so samo cene vidne. In si predstavljate, da ste vi moja skupina in vas peljem in rečem, dragi moji, zdaj bomo pa po cenah naročali. In presenečenje, tam imaš, ne, se pravi, naročiš nekaj, ko veš, da je recimo, kaj sem, 60 juanov in imaš blaga ne za kam znovu. Si predstavljate? Pa kako preprosto je. Sam to ne narediti. Veste, kaj se bo to naredili? Iz vašega obroka bo naredili doživetje. Vi boste rekli, koliko se boste pogovarjali o tem, ko ne boste več vedeli, kaj in to je skupina in pa se pogovarjaš, kam pa jaz dolgo, kam pa jaz, kaj pa to, in te četrto. In potem eno, mogoče pa to, ne. In potem še nositi. In ti privesti, da si rečeš, ojoj, ne. In imaš možnost probati nekaj, kar sicer nikoli v življenju ne bi. A je tako? Mogoče nikoli ne, ker ti misliš, tega ne jem, ne. Ko pa ti da možnost, da probaš nekaj in si daš možnost, da mogoče ti pa všeč. Če tega ne ješ, ne moreš vedeti, kako je. Če pa probaš, je lahko ti bolj prijazno ali pa ne. Pa tudi če ti ni, tudi če prepekoče, tudi če je karkoli. A je to doživetje?
Veste, kaj smo se na koncu spomnili? Verjetno se Pekinga ne boste spomnili, kaj preveč. Ja, mi smo na unmu trgu, tja na men, pa la. Spomnili smo, kako je za pekel, ker sem tole probal. Ne? Kaj ste spotovali, ko potujete, verjamem, da ste zapomnite. To, kar se vam je zgodilo. Zgodilo z velikim Z. In to se dogaja v teh krajih, ki so značilno drugačni in privabljajo. In v bistvu ne dogaja se v obdobju, če ste bil hotel s 5 zvezdici nekam, kaj se vam bo dogajalo? Vse je predvidljivo, vse je narejeno za vas, vi ste plačali in oni vam bojo zrihtali. Vi nekaj vprašate in dobite nasmeh. Vse je predvidljivo. Imate bazene, imate hrano, ogromne odprte bifeje, udobje in tako dalje. In so sončni in počivate. Koliko časa se takega potovanja spomnite? Imate pa potovanje, ki greste čestitati, kot smo rekli, ki je treba vložiti svoj vložek, se potruditi, se soočiti z neudobjem, s preprostostjo domačega življenja. To nas nagovarja, ker danes živimo v nekem udobju, lahko rečemo, glede na te kraje. Ne? Ampak nam tudi kaj? Pelje nas v doživetje. Ne? Nagovarja nas, izziva nas, mi se želimo prilagoditi temu, sprejeti življenje in pa vse skupaj kot je, in to nas pelje v doživetje. In o tem bomo doma govorili. Kako ljudje živijo, kakšne poglede imajo, kako so nam posegli čaj. Ne? Redko kdaj govorimo doma, koliko je visoka kupola v Aja Sofiji. 73 metrov. Obseg kupole 32 skozi 31 pa pol. A boste kdo kdaj to povedal? Zgrajena je na 532 leta za časa Justinijana. A boste kaj doma tega povedali? Gledajte, no. Prosim, kaj se vam dogaja? Vam se pa dogaja tisto, kar je, in tisto boste povedali doma, kar niste pričakovali. Od doma gremo z nekimi pričakovanji. In ta pričakovanja postanejo merilo. In tisto, kar pričakujemo, tisto odkljukamo. Imamo program potovanja, Aja Sofija, kljukica, kosilo, kljukica, hotel 4 zvezde, kljukica. Užijemo, ampak vam povem, da 5 dni po nočitvi v enem hotelu si nihče ne zapomni, kakšna je bila soba, kakšno je bilo večerja tam. V kakšnem primeru si zapomnite večerjo na vašem potovanju 5 dni nazaj? Če je bila za nič. To je to. Ali pa kakšen problem, ali pa se je nekaj zgodilo. Ja? Zanimiv problem. To, ne? Da je natakar prinesel nekaj, en bladen, ne, pa se je spotaknil, pa je šlo vse česa, ne? To si boste pa zapomnili, ne? Ampak če pa vse šlo regularno, pa je bilo vse tistih planov, tam 30 vsakih jedi in tako dalje, zapomnili si boste pa, kako ste zvečer recimo v ta hotel prišli, da ste se mogli sezuti, da ste šli po belih ponvicah iz Sige, po tisti, a veste, v Pamukalah, ne, po tistih ponvicah, bosi, lepo po vodi, tistih 20 minut, se potem obuli in prišli še nekaj 200 metrov ali pa 300 metrov do hotela v taki lepi zvezdni noči, ne, v takem prijetnem sprehodu. To si boste pa zapomnili, večer je pa ne več. Če je vse tekel, kakor bi mogla, ne. A vidite, kako zanimivi smo, ne? Po eni strani v domačem življenju živimo in si želimo, da je vse udobno, da je vse predvidljivo, da je vse tako, kot mi hočemo, da občutimo varnost in tako dalje. In zato delamo celo življenje, tako, da si ustvarimo nek dom, neko varnost in tako naprej. Predvidljivost, da je vse vlada pričakovano. In glej ga zlomka, kaj se mora zgoditi v nas, da gremo na potovanje, kjer plačamo, damo svoj prosti čas, ful več energije, zato da doživimo točno vse tisto, kar je kontra temu, za kar se doma borimo. Ko vstopimo v potovanje, je tukaj negotovost, je neudobje, glede na domače, je tako. Ful večji safar, tam letiš neko v Indonezijo, 12 ur, takole noter, ne. Prideš dol v Indonezijo, butne ven,
ti zrak, ne, tropski, v trenutku si ves moker, potem vse to in tako naprej, pa plačaš še za to. Zanimivo, ne? In kaj je zanimivo pri vodenih potovanjih? Vodnik prevzame kompetenco nad vsem vašim življenjem. Kar enkrat mi se skozi borimo za svobodo, pa bomo samostojni, pa da bo vsak po svoje naredil, ne? In potem plačaš, da prideš pred vodnika in ti on pove, kdaj lulat, kdaj jest, a ne? Kaj boš jedel, a ne? Kdaj boš šel spat, kdaj boš šel stol, a ne? To ni to malo noro. Ne je zanimivo. Zato plačamo. Zato da se srečamo sami s sabo, da imamo možnost tega drugega dela, se pravi tistega, kar doma manjka, da se lahko prepustimo, da se pustimo tem izzivom, da grejo k nam, da vstopijo v nas in da pravzaprav se potem lahko mi odzovemo nazaj v obliki našega doživetja. In zdaj, če so te dražljaji iz okolja, ti triggerji, tako drugačni od domačih, kot je recimo v Turčiji ali po teh značilno drugačnih deželah, v katerih gremo potovati, oni nagovarjajo druge kotičke naše duše, kot pa znanje dražljaje doma. In za znanje dražljaje doma odkrivajo te naše kotičke, ki so nam razpoznani. Te drugačne dražljaje pa nagovarjajo tiste kotičke naše duše, ki še niso in jih osvetljujejo. In se reče, tudi to je Oskar. Tako se odzivam na, ne vem, molitev v mošeji. Kako se odzivam na molitev v cerkvi, kako se odzivam na molitev v templju, do doživetja te molitve in tako dalje. Kako se odzivam na preživeti dan v puščavi, ko grem zjutraj tja, ko sem cel dan tam, ko dobim preprosto beduinsko večerjo, ko dobim sam podlogo in spim v spalki pod zvezdnim nebom, z razmišljanjem, ali se bom zjutraj zbudil s škorpiončkom, kačo ali vse ostalo, to je sam prvi večer, drugi ne več. In potem seveda naslednji dan še spet cel dan. Kako se bom odzval na to, da sem v puščavi in da sem 2 dni v čisti negibnosti. A veste, nič ni. Tle se skozi neki migota, listje in tako dalje. Tam je vse negibno. Tišina. Ni interneta. Nobenega odziva, nobenega dražljaja praktično ni. Ojoj, kakšen dolg čas. Nobenega programa ni, nobenega ogleda ni. Samo zjutraj se zbudiš, sončni vzhod, zajtrk, gremo na ulico, ali čipi, ali hoja, odvisen kot je, en počitek, potem pa spet kakšno ulico hodimo, ja, pokrajina je čudovita okolja, ne, potem pa na kosilo, po kosilu vsi lepo malo prespimo, in potem spet malo hoje, in potem spet počitek, in potem spet malo hoje, in potem pridemo, ali pa džipi, ali to je odvisen zdaj, prosim? Kamel? Lahko kamele, karkoli. In potem spet, in to je dan. Ojoj, pa kaj se zgodi? Prvi dan je malo nestrpnosti, ko smo navajali, se skozi mora nekaj dogajati, ko smo mora nekaj biti, ko smo mora biti neka animacija. Proti večeru smo že sproščeni. Zvečer, kaj je dober? Pa sprašam skupino, kaj je dober? Ja? Beduini skuhajo tam na omno, veste, tistih 5 stvari. Ješ samo tisto, kar je. A je to dober? Ja, ful je dober, nekako, ja. Ne? Potem pa imaš naslednji večer hotel 4 zvezde, s 30 jedmi za vsak hod, ne? Ja, torej je premalo slano, ne. Ali vidi razliko? Potem pa gremo nazaj v ta beduinski tabor zvečer, ne. In potem ni veceja. Ja, valjda v puščavi ni veceja, ne. In potem, kam bomo šel, ja, krasno, tam so zadeklice, v tisti konc, tam so skupna smuknica, zato da drug nastop pol kasneje na izdelek, ne. A ja, super. Naslednji dan smo v hotelu 4 zvezdice, vsi veste, marmorni WC in vse tisto, kar je, ne. In služilka nekaj ni pospravila in je tam nek flek. Ja, kakšen WC. A niso zabavni. Sem to govorim čisto iz prakse, sem to videl ne enkrat, 100krat, 1000krat. Ne. Potem se mi usedemo, uležemo na 10 cm široko podlogo, damo spalko in spimo v puščavi. Gremo v svete, kakšno doživetje. Enkratno, ful dober. Najboljša stvar na svetu. Naslednji dan v 4 zvezdah, soba vse v redu, ampak čistilka je pustila tam recimo v odtoku na vrtušu, ne, je pa nekaj lasje, sem pač Bog pomagal. Ja, kakšna soba, ne.
Kaj vam želim povedati? Želim se vas spodbuditi to, da malo razmislite, kaj je to, kar dejansko nas zanima, kaj je tisto, kar nas vzpodbuja, zakaj potujemo. Ne, potujemo zaradi lastnih doživeti, potujemo zaradi teh drugačnosti, potujemo zaradi tega, lahko rečemo, presenečenj, ki se na poti dogajajo. Na nje se odzivamo, ampak ko pridemo domov, je to tisto, o čemer govorimo in tisto, kar se zapomnimo. To so moje izkušnje iz teh mojih, vse, kar vodim, mi to potrjuje. V tem tudi agencija Oscar temelji in vsa ta malo močnejša potovanja. Zakaj vam to govorim? Zato, ker ste me nekateri vprašali, na katera potovanja bi lahko šli, ali pa kako, na katera potovanja potovati v zelenih letih. Ne? Na kateri koli. Jaz sem vsa potovanja agencije Oscar so za mojo mamo narejena in za mojo hčerko in za me. Ne? Doživetje ni povezano s naporom. Doživetje je povezano z doživljanjem. Doživetje je povezano z presenečenji, z drugačnostjo. Ja, zato vam priporočam, če želite močna potovanja, ki vam polnijo dušo, tako rečemo, polnijo dušo, v resnici pa jaz mislim, da jo osvetljujejo dušo. Ja? Pridite v značilno drugačne dežele. Pa da vsako potovanje nekaj stane, ampak vsako potovanje ima neko ceno in neko moč. In recimo, vi ste lahko v Peru, pa boste dali 4000. Ampak vprašanje, če boste doživeli toliko, kot če greste v Turčijo, pa boste dali 1200 ali pa 1000 ali nekaj takega. Ne? Zakaj? Peru je veliko bolj naš civilizacijski, ne? Turčija je pa drugačna. In ta drugačnost za osebno doživljanje pomeni večjo moč. Pojdite v Iran, boste doživeli enega najmočnejših potovanj. Pojdite v Pakistan, pojdite v Indijo, pojdite na Šrilanko, pojdite v Indonezijo, pojdite v te kraje, ki so še vedno prvinske na en način in da lahko to drugačnost občutite. In hkrati seveda imajo tisto infrastrukturo, ki je potrebna. Zato, da zagotovi tisto udobje. In kaj je zanimivo, ko enkrat človek začne doživljati deželo in je v to usmerjen, ko so udobje niti ni nujno. Važno, da je korektno, da je čisto, da se prespi lepo, da se lahko stuširaš, da se dobro poješ in tako dalje. Ne? In recimo zanimivo, po teh krajih najboljša hrana je na tržnici, ne? Od zunaj, se pravi, ne pa v hotelih. V hotelih je hrana standardizirana. Ne? Ja, in seveda tako potem lahko ojačaš doživetje. Če jaz delam, zdaj sem imel skupino za Uzbekistan delam, to je moja skupina, ki potuje z mano že kar 15 let in točno vem, kakšni so. Ne? Pa pravijo, Oskar, naredi mi po naše. Ne? Ja, kaj sem mogel narediti? Turistično potovanje iz 4 zvezdnih polpenzion sem ga dal na male take luškne penziončke, ki so taki v njihovem uzbekistanskem stilu, so bolj skromni, ampak so totalno v redu za prespat. In večer je v lokalnih restauracijah. Potem, ja, tam neke oglede sem malo prearžiral in sem mi dodal še eno spanje v eni uzbekistanski vasi, kjer se gre gor, se sprehodi, spijo pri domačinih, jejo tudi tam in tako dalje. In vem, da bo to eno najboljših doživetij. Mislim, da bo šli pa v puščavo in bojo spali v jurtah, ob enem jezeru, pač v puščavi in bodo imeli puščavski dan. Vmes smo dali pa pač te Samarkand, Buhara, Hiva, Taškent, pa te glavne zanimivosti. In ko prišli domov, a veste, kaj si bojo zapomnili? To, kar sem vam jaz rekel, pa tiste lepe vzdušja, ko bodo zvečer prišli na Registan, recimo v Samarkand, ja, in bodo to gledali. Ja. In v bistvu zvečer so kot turistična skupina. In jaz sem jih potem počasi pripravil in sem jim malo razlagal in vsakeč sem jim dodal še en tak mal doživeti delček. In danes nočem več potovati kot turistična skupina. Oni so popotniki, oni so raziskovalci,
Oni so tisti, ki odkrivajo in ki si želijo doživeti. Zdaj so že, če sem bil jaz takrat, se pravi, tudi so že v nekih letih, recimo, že starejši, ne pomislijo, da ne bi kam šli ali pa karkoli. Ja, tako nekako sem vam želel malo predstaviti en tak mogoče mal nadgrajen pogled na zvedanje. Torej, v agenciji Oskar imamo ogromno potnikov, ki potujejo tam globoko v 80-ta. In potujejo na potovanjih, ki so doživeta in Oskar plus. Zato, ker so prišli enkrat in ko enkrat pridejo na ta potovanja, ki so močnejša, ki so bolj izražena, redko kdaj grejo nazaj na turistična potovanja. Zato, ker je moč večja. Začutiš preprosto, da je to močneje. In kaj razlikuje te moje sopotnike, ki so tam 70, še kar precej, to jih je veliko, ne? Pa ki si ne upajo potovati. Samo pogum in pa to, da vejo, da lahko. Na potovanju jaz nisem nikoli imel problema z nikomer, zaradi tega, ker nekaj ne bi mogel. Vsakdo na potovanje pripelje, zdaj smo mi skupina, in vsak ima nekaj svoje, kaj lahko in kaj ne, ali je tako? In jaz sem kot vodnik tisti, ki pogledam, neko mi reče, te imam težave s kolkom, en ima težave pač s čimkoli, eden pač ima kondicije. Zgodilo se je recimo to, da sem imel potnika, ki smo šli vzpon na Ararat je bil, 4-dnevna hoja, 2,5 dni gor. In človek je prišel prvič v življenju in dal gojzarje gor. In je bil brez kondicije. A je to problem? A je to problem? Ni. Ja. Nekdo ničesar ne more, Biserka pač ni šla okoli Kajlaša, moja sopotnica. Ja, je ostala tam, sem zlihtal tam. Ampak, zdaj lahko bi eden rekel, joj, česa nisem doživel. Ja, to je zelo lepo. To je mogoče par odstotkov, še kdaj kam ne greš. Še lepši pogled je pa, da reče, kaj pa sem lahko doživel, to je pa tistih 95%, ki pa si jih lahko zapomniš in postane neprecenljivo bogatstvo, ne? Ja. Zanimivo je, da imamo do teh potovanj, bi rekel, v zrelih letih včasih predsodek, ker imamo v mislih turistična potovanja. To so ta klasična, ki jih vidimo povsod. Tamle ima Palma, oni so turistična potovanja. Tudi mi jih imamo. In hvala Bogu, ne, vsi delamo. In so v redu, če narobe z njimi, ful so v redu. Ampak so ful hitra, intenzivna, poudarek je na ogledih, ful se v nekih vrstah čaka zdaj, recimo, če pogledamo kakšno Evropo ali pa karkoli, ne. In je zelo intenzivna zgodba, ker turizem ima v bistvu, zdaj so karakteristike čim hitrej, v čim krajšem času, za čim manjši denar, čim več videti. Ja. In zdaj mi nabijamo noter čim več, skrajšamo čas, s tem pa skrajšamo točno čisto, da katerega je potnik šel. To pa je sproščen čas za kavo, za doživljanje. Je, če vse na knap, potem... To je za mene največji problem. Ja. To je nemogoče za moje najti, za moje potrebe najti. Skozi v stresu. Zato, ker vse, jaz kot vodnik vem, jaz imam takrat omejitev z avtobusom, potem s tem vsame neke omejitve in potem jaz probam na hitro nekaj povedati, popeljati in tako dalje in vem, da sem skozi napet. Kje je kakšna možnost, da bi zapeljal ven v eno vas ali pa na sprehod, tako magar, ne vem, 20 minut, ko še lepe pokrajine. V turistiki smo takole. In to so najbolj naporne in intenzivne za vse. Hitro se vse dogaja, teme se strahotno menjajo, en muzej, drug muzej, tretji muzej, četrti muzej, vmes malo to, vmes borba za WC-je in tisto nekaj pojesti in tako dalje. In na koncu prideš domov izčrpan, Ja, pa si stresiran, no. Tudi, če kot upokojenci nimate nobenega stresa, pejte na turistično potovanje, boste prišli nazaj, boste lahko se razstresali. To ni kriminalka, razlagam samo primer, to je dejansko, so trendi, ki prihajajo. In vedno krajše je. In naši trg dela tako, da nam, recimo, naši sosedje Palma, ki zelo dobro delajo, oni bodo še en dan skrajšali, pa bodo še bolj stisnili. In mi pa probamo čim daljše, zakaj, kot v tem času, pa dobiš tisti čas vmes,
jazen sprehod z tole, z eno kavico, z eno čajnico v Turčiji, ne, kjer preživiš z domačini, ga zapelješ tam na vas in se prehodiš in ti potem pride ena taka gospa Turkinja, Arkade, ne, javšamlar, ne, pa prav welcome, ne, pravi, a bi šli, pejte, pa se na čaj povabim. In pa skupina, in ti boš rekel, kaj? Ne, nimamo časa. Ja, to je bil turistični potovalnik, sorry, ne, timing je, to ni v programu, gremo naprej. Kaj pa na doživetjih pa na onih, imamo več časa. Ja, valjda gremo. In gremo noter in se posedemo na tla in ona skuha in nam vse razlaga. In vemo, kako je njeno življenje, kako pa otrok, kako ona vidi na življenje, kako ona vidi na svojo vlogo, in vse te zgodbe. In to je pa tisto, kar lahko naredimo. In to sprošča potovanja, ne? Ja. In ta avanturizem, ki ga imamo, recimo Oscar Plus, tukaj imamo, so bolj, lahko rečemo, izpostavljena potovanja. Niso bolj intenzivna, niso bolj naporna. Mislim, so še bolj sproščena, ker so daljša, to so še daljša potovanja, tam 15 do 20 dni. Kaj pa je bolj intenzivno? V teh terenih, v teh deželah, kamor gremo s temi potovanji, gremo izven turističnih poti, v težje odmaknjene kraje, kjer so značilne drugačnosti naših dežel najbolj doživete. Kot sem vam že rekel, v puščavo, gremo v kurdsko vas prespat, gremo v čez Sulawesi in tako dalje. In takrat ni hotelov, 3 zvezde, 4 zvezde, polpenzionov in tako dalje. So pa kakšni penziončki. Ali pa kaj še boljše, spat pri domačinih. Si predstavljate, da nočno spite pri domačinih, kot to počnejo oni. In oni skuhajo večerico in še to. A je udobno? Gotovo ne. A je doživeto? Gotovo si bomo to zapomnili celo življenje. Se pravi, ne gre tukaj za napor. In v domačinu ni nek napor. Ampak je kaj? Močno doživetje, pa v bistvu prilagajanje na skromne pogoje življenja. To je pa napor, če smo navajeni nekega obdobja in potem, ko gremo dol, se tukaj srečamo z našimi čustvi in jih želimo preseči. Zato je pa fajn, da imamo doživetje in do doživetja nas pelje, do tega je vmes izziv in na poti do tega doživetja ga mi premagamo in s tem začutimo na novo vitalnost v sebi. No, jaz sem pri zadnji točki tega našega predavanja. Ta potovanja vzpodbujajo vitalnost, gibljivost, prilagodljivost. Prav s tem, ker so že z gostujočimi deželami, ki so drugačne, z načinom potovanja, ki pelje bolj po deželi, vključeni večji izzivi za posameznika. In narejeno so tako, in naši vodniki tako vodijo, da sopotnikom pomagajo priti čez te izzive in s tem velikokrat sopotniki premagajo same sebe. In to so tiste najlepše zmage na poti. Vam dam primer. Imamo sopotnico, ki ona ne hodi. Pač ne hodi. Je pa v programu polurni sprehod. In ona, ne, jaz ne hodim, ne morem, noge, nimam kondicije, levo, desno. Ja, cool, lahko ostanete tukaj, pa vam bomo zrihtali en čajček. Pa vendar je skupina močna. In skupina ve vsi. Pa oni rečejo sopotnik, pa pejte, pa še sej bo čist malo, sej lahko pridete nazaj, In potem vodnik zraven malo nagovarja in ta gospa gre. In malo jamra na poti, ker pač ona ne hodi. Ampak kaj je to zaradi sprehoda? Ne, ona gre čez lastno predpostavko, da ne hodi. Ona si je spomnila, da ne hodi in zdaj ona čez lastno prepričanje v sebi gre. Zraven se pa malo zamoti, pa se malo pogovarjamo in čez pol ure pride na cilj in sploh ne ve, da je utrujena, ker smo jo zamotili. In potem jaz rečem, gospa Ciljka, poglejte, prehodili se tole, kako je? Wow, a res je? Ja, super. Mogoče je malo jezna kdaj name, pa kaj ste me spravili, pa jaz tega ne hodim, pa tako naprej. Čez 3 dni pa pride k meni pa reče, Oskar, a veste, kaj sem jaz spoznala na tem potovanju? Meni je ful dobro hoditi.
pa mi je kar neroden vam povedati. Sem rekel, gospa Cilka, a veste, kaj ste zdaj zase naredili? Vi ste eno blokado v sebi presegli in ko boste prišli domov, vi boste lahko hodili. Hoditi je ful dobro. Veste, kaj odpira? To, da hodiš, pa ne rabiš biti planinc pa nekam. Ja, in potem se je večkrat sprašala še na moja potovalja in je rekla, to je res. In takih prebojev na potovanju, ko se soočiš z izzivov, s katerimi se doma mogoče ne moreš, ali pa si prešibek, ali pa si sam, ali pa preprosto je prišlo nekoč od tebe, ja, jaz ne znam matematike in zdaj jaz celo življenje vedno ne znam matematike. Pa valjda jo bom znal, če se bom potrudil, pa bom šel čez se nekaj naučil, ne bom mogoče ekspert, bom pa znal matematiko. Je to takih prebojev na potovanju ogromno. Posebej na takih potovanjih, ki so malo bolj izpostavljena. Imate recimo sopotnika, ki ima predsodek do muslimanskega sveta. To je danes čisto normalno, se veste, malo medije posluša in se vam zdi, da bo z vsakega grma skočil eden, pa bam, pa vas bo. In potem se spomnimo, mi gremo čez Stari Kairo. Stari Kairo je totalna muslimanska pravljica. Ful lep, tako naprej. Sami domačini tam sedijo, pijo čajčke, kadijo šiše, in vas gledajo, Ampak ta človek, ki ima predsodek do tega, recimo, bo on šel noter, kot da gre na zadnji sprehod v življenju, Ojoj, Ampak skupina gre in voznik gre in tudi varnost in vse skupaj gre. In potem se še tam nasedo čaj in se usedemo. In potem malo gledaš okrog in kar ne vidiš, nobenega ni z unimi, nobenega z brzostrelko, da so sami prijazni ljudje. In potem se še zgodi, da pride tam en domačin in celi skupini počasti čaj. Ne moreš več zadržati nekega svojega predsodka, tako. In po takem potovanju, če se to še parkrat zgodi, preseže samega sebe. Zadihaš se, osvobodiš teh nekih svojih postavitev. In kaj to pomeni? Poživiš se s tem, Odpreš si neke nove možnosti, neke nove stvari, ne za tam, ko si na tistih 10 dni na potovanju, ampak za to domače življenje. Nadrejeno gledaš tam. In to je tak potencial, ki je prav za zrelo dobo, se pravi za tako starejše, ko smo enkrat, ko smo že bolj umirjeni, ko smo tisto glavno zgodbo svojega življenja dali skozi, ko smo nekako ego se nas nekako umiril, zdaj že lahko gledamo, imamo tudi čas in če imamo še sredstva in vse ostalo, da si privoščimo take zgodbe, ki nas prvič poživljajo skozi doživetje, izkušnje in pa preseganja nekih notranjih postavitev, za katere doma mogoče ni časa ali pa priložnosti bilo. Ja, drugič nam dajo eno navdušenje, ker kaj se zgodi, vsak popotnik je hkrati tudi na nek način heroj, Zakaj heroj? Ker je zapustil domače udobje in lažjo varianto in je se podal na težjo pot za nek višji cilj. In to nas krepi in nam daje moč, tako? Zavestno ste se odločili, da boste šli lahko in pa doma na sedežni garnituri, gledate televizijo, pijete najbolj priljubljeno pivo in jeste najbolj priljubljene pokice. Za bistveno manj denarja. Da ne govorimo o naporu. Ja, to, in pa navdihuje tako potovanje. Navdihuje tako, da pravzaprav pravi učinek tega potovanja pride šele s povratkom domov. Omenil sem mojo mamo, pol leta, pa ona je samo tista, ki jo imam vsak dan. In njene zgodbice poslušam zdaj, ker ne potuje več, ker pač težave, ampak njene zgodbice poslušam vsak dan. Najprej začne o tem, kako jaz ne znam več narediti, pol kaj bi mogel, potem, ko pa to sčistiva, pridejo pa samo še zgodbe o potovanjih ven. In sem videl, kako veliki pomenijo. Pa ne sam pri njej, pri vseh teh sopotnikih, jaz imam veliko sopotnikov, ki radi z mano potujem znova in znova. Tudi jih poznam, nekatere že 25 let. In se vedno znova in potem povejo, kako je bilo prej, kako je bilo ono, se pogovarjajo, in vidim, kaj mu ostane. To se mi je tako sporočilo danes
upam, da vam je mogoče dalo kakšno spodbudilo, kakšno razmišljanje ali pa kakšen dodaten pogled na potovanja. In ful bi bil vesel, če bi se kdaj opogumili, opolnomočili, da stopite v kakšno močno avanturo. Vse, ko vas tukaj vidim, bi lahko šli z mali čez Sulawesi. Kam pa? Sulawesi. Tukaj. Ja, točno to, nič treba. In tega se zdaj nekaj dobrega načeli. Ampak še to vam bom povedal, evo, to dobite zraven za dodatek. Do zdaj ste plačali, zdaj pa dobite pa čez. Leta 2001 sem jaz naredil prvo potovanje v neznano. Potovanje je bilo, kaj so potniki vedeli? 23 dni je bilo, odhod je bil 17. september, cena je bila, ne vem, to je pač nek denar in vodi Oskar. To je bilo vse, kar so vedeli. Skupina je bila polna. Samih tistih, ki so zaupali, vodi Oskar je bilo vse, kar so vedeli, da so poznali. Ja. In na letališču so videli, kam grejo. So odprli potne liste, iranska viza. Iranska, ne? In pa letalska karta do Vala, potem smo šli pa noter, 23 dnevno, to je bila. Vse potovanje v programu ni bilo. To je bilo, jaz sem se ful pripravil na njega, valjda je bil top, je bila zgodba, ampak oni niso nič vedeli. In zdaj si predstavljate, da vi potujete, pa nimate pojma, kaj se bo dogajalo. Da veste, da so Sulawesi, pa sploh ne veste, kje je. In zdaj, kako vam je ime, gospoda? Janja. Gospa Janja, že samo s tem ste avanturistka. Ste že v ravni Marka Pola in Livingstona. Več. Ja, a vidite, to je stanje. Greste in se prepustite. In ker nimate nobenih pričakovanj, je vse, kar se vam zgodi, presenečenje. In wow, a je tako? Wow to, kar pride. To je eden od ključnih. Ta neznana so bila taka, da se je vsak požar. Ko sem prvo nazaj, so se skoraj vsi prijavili naslednjega. In potem sem mogel pa še naslednjega in pa sem valjda še povedal naokrog in pa so še drugi prišli in Oskar bi se mogel klonirati. In sem mogel nehati s tem, zato ker je bilo preveč. Ker bi jaz premoril, ker to so bila dolga potovanja, sem res vrhunska, zahtevajo vodenje na to in več kot 365 dni človek pa tudi nima, ne, na leto. Ja, pejte na Sulawesi. Pa ne rabite vedeti, nič ne rabite vedeti. Dobite obvestilo pred odhodom, se pripravite in se prepustite. In dobili boste 10-krat več. Kot tisti, ki bo vedel, ki bo prebral program, ki bo povprašal v vseh podrobnostih in tako dalje, pa bo na istem potovanju z vami. In ko boste skupaj z njim, mu sam rečete, Janez, tudi enega podatka od tebe nočem slišati. Jaz želim potovati v neznano in želim se presenečati. Si predstavljate, kako presenečenje poživljajo, ne da? Kako vznemirja, kako spodbudijo človeka? In to v takih zrelih letih sploh je napačno. Samo odločiti se treba. Bi še kdo kaj vprašal ali pa pripomnil ali pa kaj dodal? Dajte. Jaz mislim, da so ta potovanja vse tako, da si komamila. Ja. Mi bi recimo z vami vsako leto na trojko, ena nativa že mnogo let. Začela sva s Sirijo. To še v časi, ja? Še bila krasna, ne. Ja. In pol, ko si ti na začetku na par mesecev si v redu, ne, ti pa že začneš gledati, Ja. da že prime, mora spet nekam, ne. Ja. Da- Duša spet išče. Ja. Ja, ker tam dobiš nekaj, česar doma ni. In prav zanimivo, vse pravim, doma si vse rihtamo tako, kot si želimo, ne? In potem, ko vse to nekako zrihtamo, potem nekaj zmanjka tisto in tisto gremo pa iskati. In to ne gremo podobnost iskati, ker podobnost imamo doma, ne? Ampak želimo iti v tisto, česar je doma, ne? To je nek smisel, ne? Hvala vam za to. In ko si žalosten, ko veš, kaj je takrat bilo in potem, ko se je vse zrušilo, ne. Si rekel, videl si se, smo tudi prijazni vsi, edini popotniki, 3 Italijane smo srečali. V seriji takrat, ne? Takrat. Ja. Že zelo dolgo. Edina na Oskar je bil, ne, takrat Ja. v seriji. Spomnim, ja.
Vsi, ki vidiš pol, ki smo prijazni, vse so nas tako vodili, povabili Ja. v sope, v stanovanje. A ne, pa so bili prijazni pa to, ne? Na tleh smo sedeli, kjerkoli, šišo na cestu. To je še ena dimenzija mogoče, ki bi jo zdaj, hvala, da ste mi to povedali, ne? To sem bi rač mogoče pozabil. Namreč, kaj je, ko ste v taki deželi, jo spremljaš pa, ne? Ja, mi pa se in, ki se videl, ti razlike. Ja, iz nekega časopisnega serija postane to zdaj živa v tebi, jo spremljaš. Zdaj, so stvari, ki so težke, so pa tudi lepe, ne? Ampak ti jo spremljaš in v bistvu dobiš en odnos do te dežele, ki si propotoval. Tudi do Irana, tudi do Izraela, tudi do ne vem, česarkoli, kamorkoli prideš, a ne? Ker naenkrat je drugače, ko v časopisih vidiš napis, ne vem, neke dežele, ki nisi bil, pa rečeš, ja, okej, ne? Ali pa neke dežele, kjer si bil, da vidim, kaj se dogaja, ne? Tukaj se pa izpostavlja še eno lepo zgodbo, ki bi jo tukaj povedal. To so potovalne skupine. Torej, ne, prepotuješ z eno skupino 10-15 dni. V začetku si tujec, najdeš sami to, gledaš v to, ki bi potoval. Potem pa ne rabiš več poznati o njih, kaj so pa kaj niso. Ampak skozi potovanje se zbližaš, toleranca in mislim, da čutiš eno tako sorodnost, ne. In na koncu pride do teh povezav, prijateljstev. Hvala, da ste mi to povedali. Ne, tudi moja mama si dopisuje zdaj z vsemi temi, ki so bili, pa si voščil novo leto, pa gor, pa dol, pa rojsten dneve in tako dalje. In to vzpostavlja, ker tukaj se najdejo določeni, kako rečemo, podobne duše, ne. V eni Siriji se najdejo, v enem Uzbekistanu, v teh odmaknjenostih. Zelo težko predstavljajo sorodne duše v Padovi, ne. Ampak v tem, ker so pa malo specifike, pa najdeš velikokrat ljudi, s katerimi bi lahko potem nadaljuješ sodelovanje življenja, ki jih sicer ne bi. Saj veste, vedno bolj so v nekih svojih krogih, vedno manj nekih drugih ljudi in se potem lahko izmenjaš in potem zgodba teče dalje. Ja, sem ti recimo, ko potujejo z Oskarjem, mi dva izkušnja, so čisto drugi ljudje. Ti ljudje ne komplicirajo, kot recimo na nekih drugih potovanjih, so pripravljeni, glede na to je doktor ali je pravnik ali je delavec karkoli, ne glede na to, koliko ima denarja, on je tu pripravljen, so čisto drugi ljudje, ko potujejo. Ja. Ko potujemo z vami, mislim, mi, ki bi bila tudi vsa leta. Ne. Ja, vesel sem tole, da to tudi vpliva na ta način, da človek ni več tako zapleten, ne. Ja, tudi s tem spodbujanjem, ko sem zdaj govoril, kje so prave pozornosti, zakaj se je smiselno odreči nekemu obdobju, da imaš to doživetje. Saj to domače življenje človek nekako niti ne more vedeti ali pa ni pozoren na to. In potem, ko znaš to ceniti, ne, potem je tukaj, v bistvu se razbremeniš, ko nehaš komplicirati, ne. Ko enkrat spiš na v puščavi, ko še enkrat čez Sirijo, po tistih penzionih, pa tako se spomnim tiste serije zdaj, ne, iz tistih časov, pa vidiš, koliko si dolgo nije, ne, pa znaš počasi ta razmerja ceniti, ne. Okej, jaz se vam zahvaljujem, zdaj smo končali, hvala vam za vašo pozornost. In lepo se imejte, lepo uživajte. Privoščite si kakšno tako dobro potovanje, da se v očke sveče. Ne ono udobno, tiste, Že zdaj začeli. evo. Potem sem pa upravičil namen vašega časa. Hvala lepa.